Pozdravljeni! Da bi bolje razumeli, kaj se dogaja v Formuli 1, predvsem na tem aerodinamičnem področju, da bi bolje razumeli, kaj nam mislijo povedati z različnimi koncepti Formule 1 v aerodinamičnem pogledu, je najbolje, da si v osnovi pogledamo dve bistveni pravili in razumemo njihovo medsebojno povezavo. Govorim o zračnem uporu in aerodinamičnem oprijemu bolida Formule 1. Znani profesor aerodinamike William Toews, nam navdušencem znan iz ekip Benetton, Ferrari, Bar pa Sauber, je nekoč na enem izmed svojih predavanjih povedal naslednji primer. Ukolikor vzamemo bolid Formule 1 in iz njega nekako odstranimo kompleten aerodinamični oprijem, se bo čas na krog za ta bolid zvišal za 20 sekund. Ukolikor vzamemo isti bolid, mu zmanjšamo zračni upor na samo 25% tistega, kar ga ima v resnici, se bo njegov čas na krog znižal za 5 sekund. Ukolikor naredimo oboje, bo razlika v času na krog le 2 sekundi. Hotel je poudariti naslednje. Aerodinamični oprijem in zračni upor nista med seboj povezana, a na različnih delih proge različno delujeta na bolid. Ukolikor imamo večino ravnin in dolgih ovinkov, aerodinamični oprijem ne pride toliko do izraza, ni toliko potreben. Zračni upor pa zavira bolid. Motor rabi več moči, da doseže isto hitrost, motor oziroma pogonski sklop. Po drugi strani pa, ukolikor imamo več ovinkov, več ostrih ovinkov, je potrebno ogromno aerodinamičnega oprijema, da se lahko skozi nje vozi hitro. Bistvo hitrega kroga v Formuli 1 je pa povprečje vseh delov proge. Poglejmo samo primer, kateri je najbolj nazoren, oziroma kateri se meni osebno zdi najbolj nazoren, ki ga vidimo pri bolidu Bar 007 iz sezone 2005. To je bil zadnji bolid ekipe Bar za Formulo 1 in v naslednjem letu 2006 so z isto šasijo šli na Slano jezero, kjer so postavljali hitrostni rekord za Formulo 1. Če primerjamo, kak je bil bolid v prejšnji sezoni, v sezoni 2005, ko je dirkal v Formuli 1, in tistemu, ki smo ga videli leto kasneje na Slanem jezeru, vidimo prav to. Iz bolida, na kateremu je bilo potrebno generirati aerodinamični oprijem, smo dobili po drugi strani bolid, katerega bistvo je bilo samo znižanje aerodinamičnega upora. Sedaj, problem v celotni Formuli 1 je pa še malo globlji, kajti vsi deli Formule 1 ne generirajo enak odstotek zračnega upora in enak odstotek aerodinamičnega oprijema. Naprimer, kolesa in obese so ogromen generator zračnega upora, aerodinamičnega oprijema pa ne dajo skoraj nič. Prednji in zadnji aerodinamični stabilizator generirata tako aerodinamični oprijem kot zračni upor. Dno bolida in difuzor pa imata bistvo zelo majhen zračni upor, a generirata ogromno aerodinamičnega oprijema. Te podatki, ki jih vidite na tabeli, so sezone 2009. Verjetno niso več aktualni, a dajo nam neko predstavo, da bolje razumemo, kako so te vrednosti porazdeljene. Problem je še nekje drugje. Sodobna Formula 1 ima ogromno zračnega upora. Namreč koeficient zračnega upora Formule 1 je nekje 0,85. Zaradi, kot sem že omenil, koles, katera so odprta, zaradi odprte vozniške kabine, pa tudi varnostni sistem halo ne pomaga pri zračnem uporu bolida. Če primerjamo ta 0,85 kot koeficient zračnega upora in ga primerjamo naprimer s koeficientom zračnega upora Opel Calibre, katera je bila v 90-ih letih avtomobil z najmanjšim koeficientom zračnega upora, vidimo, da je bil pri tem cestnem avtomobilu 0,26. To se pravi, z lahkoto lahko rečemo, da je sodobna Formula 1 ima koeficient zračnega upora nekje 3-krat večji od tistega, ki ga ima navaden osebni avtomobil.
Bolj umestna primerjava se mi zdi primerjava koeficienta upora Formule 1 z koeficientom upora avtobusa. Sedaj vidimo tudi, zakaj so tako različni koncepti lahko aerodinamični v Formuli 1, zakaj vidimo tudi različne koncepte prednjega aerodinamičnega profila, kar smo videli v letošnji sezoni, to se pravi tisti prednji profil, kateri proti kolesu se stanjša, tako da napravi vrtinec, ki gre okrog kolesa, medtem ko so tisti klasični, tisti, ki dajo več oprijema, nekako konstantno široki, jih ne briga toliko zmanjšanje upora kot pridobivanje oprijema. O vrtincih in tem konceptu prednjega profila bom govoril bolj podrobno v drugem prispevku, toliko samo o osnovah, da se razume nekje koncept, zakaj gre pri zračnem uporu in aerodinamičnem oprijemu v moderni Formuli 1. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.